Jaz sem čisto sebe. A veš, to je en tistih koškov sveta, ki si jih videl kot otrok, tam nekje v National Geographicu. Dobro jutro. Mal pa smo ranjeni, veš. Pa mbene vročine ni, veš, mi da ves kar polar gor. Okej. Much better. Zdaj mi pa počasi čas, da povem, kakšno stvar je v avtu, ha? No pa dajmo, to, kar vidiš za mano, je valjda Toyota Land Cruiser. Zdaj pa vprašanje številka 1, zakaj je Toyota izbrala ravno Namibijo, da nam predstavi ta avto? Zadeva zelo preprosta, hotla je, da bi mi, avtomobilski novinarji, avto doživeli v okolju, v katerem se tak avto zares rab. Ampak ajde, da ne iztrčim na prvo žogo, ne, pa začnem takoj avto opisovati, najprej malo osnove, tako je na pikico. Land Cruiser zgodba se je pri Toyoti pravzaprav začela že leta 51, sam da takrat se avto še ni imenoval Land Cruiser. Zadeva se je imenovala Toyota Jeep BJ Series. To je bilo na tako vozilo, ki je pri Toyoti začelo celo terensko zgodbo, ne, pol 3 leta pozneje, leta 54 se pa prvič pojavil ime Land Cruiser. Pa se veš, kako pravijo, ne, and the rest is history. Zato, ker danes recimo Toyota lahko pohvali, ne, da je prodala že več kot 3 milijone Land Cruiserjev, pa da ga prodaja v 195 državah. Hladilnik. Jure, a smo pripravljeni? No, zdaj pa tako ravno, ker smo zvedeli, da ta prva stvar, ki si jo gremo pogledati, v bistvu pelat skozi, je eden od sem 2 vulkanskih kraterjev tukaj v Namibiji. Mesum se imenuje. Mogoče zdaj ni neumen trenutek, da se posvetim oblikovnim spremembam, no ne moram vseh pokazati, ampak ena je pa taka zelo očitna. Pokrov motorja je zdaj preoblikovan. A veš, hauba ima zdaj vdolbino tukaj na sredini, ne? Razlog pa ni zgolj estetski, moram reči, da zaradi tega avto zgleda malo bolj atraktiven, ampak predvsem praktičen. A vidiš, ravno ta vdolbina ti omogoča, da vidiš malo več ceste, kakor bi jo drugače. Pa če to ne pride zdaj, mogoče toliko do izraza, ker se peljemo relativno hiter, pride toliko bolj takrat, ker se peleš počas pa na terenu, ker ti res pomaga, da vidiš vsak centimeter ceste, ki ga le lahko. Jure, tale krater, ne? Ja. Ni meter krat meter, ne? Veš, kaj pa najbolj boli, da se vozimo po pokrajini, ki je tako vesoljska, ampak program je zelo natančno določen in se praktično nimamo tega luksuza, no, da bi se ustavljali, pa da bi fotkali. Zdaj pa kratek pit stop, pa preden se posvetim dizajnu Land Cruiserja, daj ti bom nekaj pokazal. Vidiš to rastlino za mano? Welwitschia mirabilis se imenuje. Tako šakal prav. In a veš, zakaj ti jo kažem? Zato, ker je z lahkoto stara vsaj 1000 let. To Jurija let. No zdaj pa med tem, ko Jure tamle na vrh rabuta škorpione, bom jaz povedal par stvari v avto. Prav. Vidiš sprednji del Land Cruiserja, po ta novem se mi zdi, da je avto malo bolj markanten, da so poteze ostrejše, žarometi se zdaj držijo maske. Vdolbina, o tej sem govoril prej, vemo zakaj je. Veš, sprednji del, tako kot sem pokazal, ne, je velika razlika, ne. Zadnji pa dobro. Zadnje luči so mečken spremenjene, odbijač, blatnik tudi, ampak all in all je pa avto zelo podoben predhodniku. Pa še eno na temo ostrih skal, ne boste videli, zakaj Afrika niti mal ne przanaša, če nisi previden. Kje si, dolenski Indiana Jones? Jaz sem čisto sebe. A veš, to je en tistih koškov sveta, ki si jih videl kot otrok, tam nekje v National Geographicu, ampak ki si pa enkrat tukaj, da je to prostranstvo. To je moja Afrika. Kaj pa ti praviš, kako je tale avto prijatelj s to cesto? Meni se zdi, da večja so rebra, bolj mu je všeč. Islandija je bila ta zadnja, ki sem takole debel gledal, sem rekel, stari, to ni reč, vsake 20 minut. A veš tisto, ko se razgledne točke ena za drugo eksponentno boljšajo. Še malo pa mi bo glava eksplodirala, presežem. Le Jure si je tudi vzel čas, da malo pogleda, pa uživa.
Pa dobro, zdaj če stojimo, ne, lahko rečem še kakšno o motorju. V osnovi gre za preverjen motor, ki ga že zelo dobro poznamo, posebej v povezavi z Land Cruiserjem, to se pravi 2,8 litrski štirvaljnik, 177 konjev, 450 Nm navora. Motor je vzdržljiv, robusten, dostikrat se je že dokazal, ne, ampak v primeru terenske vožnje je ponovadi še bistveno bolj pomemben, kaj se dogaja znotraj v drobovju, tam, kjer ti ne vidiš. A veš, način, na katerega je avto potem sposoben spraviti ves navor s pomočjo štirikolesnega pogona na sprednjo pa zadnjo os, ta je pomemben. Tukaj pa pol pride na vrsto vse tiste izkušnje, pa tehnologija, pa tako naprej. In zdaj, čisto v osnovi ima voznik na voljo 5 voznih programov, takšnih, ki jih lahko uporablja vsak dan, recimo Comfort, Eco, Normal, Sport pa Sport Plus. Napol pa prije do terenske vožnje, imaš pa na voljo nadaljnih 5 programov, ki tako ali pa drugače znajo prilagajati pogon podlagi. Ali so to skale, ali je pesek, ali je blato, ali je vse našteto. No in pol na terenu, ne, pa postane kar naenkrat ta sklop gumbov zelo pomemben. Številka 1, majhen vrtljiv gumb tukaj spodaj, tukaj vklopiš reduktor. Daš recimo v ler, prestavaš iz high v low. In tukaj pa tudi ukažeš avtomobilu, ali se želiš plazati oziroma zbereš funkcijo crawl. Tukaj prilagajaš tudi delovanje diferencialov, mingrde, ki smo že pri diferencialih. Te pa tisti, ki vas terenska vožnja ne zanima, prav fejst malo potrpeli, tisti, ki vam je pa to všeč, boste pa zelo uživali. Veš, pri Land Cruiserci imaš ti vedno na voljo 3 diferenciale. Enega imaš odprtega spredi, na sredini imaš LSD od torsna, pri zadnji osi imaš pa ti možnost izbire in sicer med 3. Aha. Gremo. Zdaj, ko sem jaz pametno na teh diferencialih, ne, Jure Preva, prava si šel pogledati poslikave. 2000 let stare. Ja, nisem. A si posnel? Sam. Boš pokazal? Ja, to je moj poklon Komutar Minuti. Kje sem ostal pri diferencialih, ne, tako sem rekel, na zadnji osi lahko pa zberaš, ali zbereš odprtega, ali diferencial z mehansko zaporo, ali pa takšnega, ki je na sredini, to se pravi torsna LSD. Se prav povedal. Res ne vem zate, ampak jaz imam totalno krizo, ker ne vem, če znam pokazati pa prikazati vse to, kar vidim. Da bi to, kar jaz vidim... Te se zuje, res.